Lep dober večer vsem zbranim, dobrodošli na napovedanem pogovoru ob poeziji pesnice Erike Vovk, Prešernove nagrajenke leta 2024. Za ta današnji večer, za to srečanje, sem si izposodila njena verza za naslov. Slišite pa takole, oziroma glasite se takole. V očesu ljubezni se gola razgali vsa nepopolna popolnost sveta. Ta večer bo malo drugačen. Sprehodili se bomo skozi pesniške zbirke Erike Vovk zelo na kratko. Eno sem si izbrala, v katero se bom poglobila in jo nekako zinterpretirala, upodobila pred vami. Potem pa bom pridružila še kakšno misel vsaj dveh interpretov, in sicer Borisa A. Novaka ter Stanislave Hrobakove-Repar iz knjige Iniciacije. V samem zaključku pa se bomo lahko pomenili, pa boste še vi prebrali kako pesem, pesnici v čast. Tako da knjigice lahko kar zaokrožijo, če želite, pa tudi si lahko izberete kako pesem za prebrati. Vse? Lahko. Erika Vovk je objavila 9 pesniških zbirk z naslovom Bela Evridika, Anima, Belo drevo, Opis slike, Valovanje, Album, Rubin, Lasa Pordir in Ta dan. In knjigo izbranih pesmi z naslovom Zamahom ptice neka roka slika. To je iz leta 2007. Bila je vitezinja pesniškega turnirja, prejela je Jenkovo in Veronikino nagrado ter Glazarjevo listino, nagrado mesta Maribor za kulturne dosežke. O poeziji pesnice in prevajalke Erike Vovk, Prešernove nagrajenke 2024, bom spregovorila Petra Koršič, pesnica in kritičarka. Zdaj bi vam najprej postregla en tak kratek citat spred let, ko sem pisala o Eriki Vovk. Priklicevanje z detajli, sinestezijami, emblemičnimi in alegoričnimi podobami nas zapelje v točko vstopa in v dobrodošlico v žlahtno poetiko in miselni prostor, ker vsak bralec lahko dolbe naprej v svoj neraziskani prostor. Saj, kot piše v knjigi Rubin, nekje je zmeraj južneje od juga, torej vedno je lahko še dlje. Ta prostor je seveda visoka kultura, umetnost, prostor imenovan s pesničinimi besedami nikjer in povsod, davno nekoč in hkrati prav zdaj. In še ena misel. V zbirki Lasa Pordir ostaja Erika Vovk zvesta vitalistični ljubezni do življenja. Tako zapiše: še pesem išče glas in hoče biti. In samosti, tudi jedki samotnosti. Magnetizem verzov Erike Vovk je prav v razmerju med statičnostjo slike ali fotografije in pa med dinamiko, ki jo sprožata notranji pesemski vzvod. Pesniški tok tako ustvarja pretakanja, živemu principu, o čemer nas prepričajo že v srednji naslovni verziji, citiram: ljubim in vrem, dokler moj čas ne mine. Lasa Pordir, Lasa Pordir. Dragi obiskovalci, dobrodošli. Malo težko je tako samo govoriti v odsotnosti avtorice, vendar v velikem upanju, da bomo dosegli
tako jaz s temi interpretativnimi posebji, kako vi, s takim branjem pesmi, tudi jaz potem, da bomo dosegli neko srečanje s pesnico, torej, da bi, ko bi zdaj bila tu in slišala, nekako začutila, da smo se nekje srečali s pomočjo njenih verzov. Zadnja pesniška zbirka objavljena je ta dan, ki tudi kroži tu naokoli. Izšla je leta 2018. To je bila knjiga balad z naslovom Ta dan. Borisa Novak v njej ugotavlja, da gre za zrelo pesniško govorico pesnice, ki je dolgo vztrajala na lirski monološkosti in da se je potem odprla, torej v tej zreli dobi, v baladno pripoved, v dialoškost in da je podana v jamskem enajstercu, torej metru, v katerem je pristal tudi Kovič, kakor piše Borisa Novak. Poudari sintezo poezije in glasbe pri Eriki Vovk, ki je varirala na različne metrične vzorce, kakor Kovič, Strniša, Makarovič, tudi Vovk gradi verzni ritem na starih, gradi torej ta verzni ritem na starih in seveda za slovensko uho precej domače zvenečih metrih. Potem seveda, ko je Prešeren ta laški enajsterec v plodni humus slovenskega jezika zasadil tako zelo dobro, da ga vse odtlej doživljamo kot enega izmed najbolj domačih ritmičnih izrazov. Zdaj, glede Erike Vovk pa Novak pravi takole, njene rime na ravni evfonije in semantike vzpostavijo nenadejane skupne imenovalce med različnimi besedami, s tem pa ustvarjajo zvočne odmeve in nove, bogate pomene, ki so možni le na polju posamezne pesmi in daleč presegajo slovarske definicije uporabljenih besed. Torej, izbiro besed vodi rigorozna ekonomija varčevanja z besedami, izraz se kondenzira, torej kondenzacija izraza, ki tako pridobi izjemno gostoto in več pomenskost. Seveda pa tudi v zadnji knjigi začutimo, da nekako ostaja pesnica zvesta Erosu in pa spominu. Prav o tem dvojem pa govori tudi in še natančneje piše v prejšnjih knjigah. Novak pa še izpostavi prevajalkin pomen, to se pravi pesnični pomen njenega prevajanja. Približala nam je namreč Goethejevega Fausta in sicer prevod drugega dela. Novak tako stržne svoj premislek, da že natančno Goethe je čutil, da se balada godi na nekem trojnem križpotju epike, lirike in pa dramatike. Po verzni obliki in čustvenem učinku torej sodi v liriko, po tej narativni dikciji v epiko in po dramatičnem vzdušju in po pogosti rabi dialogov, pa da je sorodna dramatiki, torej balada. Te splošne lastnosti balade veljajo, tako ugotavlja Novak, tako za Makarovič, kakor tudi Eriko Vovk. Novak zapis zaključi z izpostavitvijo balade Za to pa to, ki je po njegovem mnenju sijajna avtorska adaptacija italijanske plesne balade in francoske pesenske oblike balade. Prefinjene in globoko pomenljive so rahle variacije v besedilu refrena, ki peljejo zgodbo iz območja življenja v zasmrtje. Mogoče si bomo kasneje tudi to balado prebrali. Torej, zadnje srečanje moje v živo in v pogovoru z Eriko Vovk se je zgodilo, ko je bila gostja mojega cikla na pesniškem tandemu pred točno 10 leti, in sicer 30. maja 2014 v Trubarjevi hiši literature. Ob njej in njeni pesniški izbranki, pesnici in prevajalki Clarisi Jovanović, smo spregovorili o poeziji, o pesnanju, ker pa sta obe pesnici tudi prevajalki seveda in radi ob morju
in lovita ta prečiščen, lapidaren pesniški glas, smo tedaj sledili sinestezijam in se zapeljali v Sredozemlje. Ta večer pa sem si iz njenega opusa izbrala njeno 8. samostojno pesniško zbirko Lasa Prudir. Knjiga je bila ena od 9 knjig festivala Pranger 2014. V njej pesnica zapiše: nekoč si zalijem to grlo ugasnih besed in tišin nespokoja, da se bo znova odprlo. Predno pa zdaj zakorakam v to knjigo, bi vam rada podelila še, zakaj sem se odločila ravno za to knjigo. Namreč, zdi se mi, da ob tej knjigi zmore bralec, če bere opus Erike Volk tako kronološko, zmore strniti neke sinteze dotedanjega pisanja. Pomembna je knjiga, ki mislim, da je tudi zaokrožila ta izbor njene poezije iz vseh pač dotedanjih zbirk. Zadnja omenjena knjiga balad je pa knjiga res manjšega obsega in zato sem jo predstavila kar skozi besede Borisa Novaka. Ta samostojna Lasa Prudir se mi pa je zdela izziv za eno tako kritiško branje. Torej, kakor sem zdaj že večkrat poudarila, je pri Eriki Volk, čeprav je iz Maribora, torej živi in deluje v Mariboru, je opazan ta njen mediteranski pridih, torej pridih morja, Sredozemlja. To nas slika skupaj tako s motiviko, to, kar vidimo, to se pravi okolja, bodisi mediteranskega rastja, bodisi krajine, kakor tudi z vzdušjem. In seveda ta pridih mediteranskega okolja ustvarja tudi njeno obmorsko podobje, ki ga gradi iz zbirke v zbirko. Je tudi opazen zamah pesničine pisave in prav preko njega, to se pravi pri plastenju lastnih verzov, pride do tega, da bralcu ponudi tudi neke vrste definicijo njenih besed, ki jih pogosto uporablja. Bodisi že omenjena bela ali pa recimo spomin. Kaj to točno pomeni? Kakor sem omenila, da tudi Borisa Novak ugotavlja, da je to onkraj samo tega ozkega pomena, tega denotativnega, slovarskega pomena, tega prvega. Gre tudi za to, da potem skozi verze lahko globlje prevedemo in razumemo, kaj njej bela recimo pomeni, prav na podlagi nanašanja na verze. To Sredozemlje se mi zdi tudi zanimivo zato, ker gre za sredico okamnelega trenutka in da se to prodiranje v Sredozemlje koncentrično širi skozi perceptivno sliko ali pa fotografijo in da je to od žlahtne arhaičnosti se razpne pa vse do neke sodobne izkušnje, neke izkušnje čuteče, pronicljive in tudi vitalne pesniške govorke. Ta spojenost, živost njenih verzov se zgodi v sopostavljanju te zanjo značilne statične, torej kot v sliko ali v fotografijo ujetega pesniškega trenutka in pa te kinetične, premikajoče se dimenzije. Namreč, kot je težko v dobro fotografijo ujeti prizor ali pa detajl, da je v njej gledalec tako, da zagleda, da vidi gibanje. Ravno tako se mi zdi izredno zahtevno skrbeti za take vrste nizanje besed, da potem deluje ta trenutek, ki to ni, in da deluje to kot ključni trenutek, ki govori onkraj njega samega,
in tudi onkraj same neke pesniške izkušnje, ampak potem spregovori za nas z nekim povsem, bom rekla, univerzalnim jezikom, pa hkrati se nas dotakne in dotakne na ta način, da se premakne prav in da začutimo, recimo, kateri izmed njenih verzov telesno, prav zato, ker ga začutimo, da je tako osebno naš. Lhasa Burdir je zbirka 40 nenaslovljenih pesmi. Erika Vovk je sprva pesmi naslavljala, potem se je pa premaknila v nenaslavljene pesmi. Na levi strani bralec prebere kraj, bodisi da je to Beli križ ali pa Maribor in pa čas nastanka od julija 2007 do julija 2011. Za pesem pač na nek način zelo nepomemben podatek o genezi potrjuje, da lahko Erika Vovk dalj časa in v različnih obdobjih lovi ta prečiščen, lapidaren in minuciozen pesniški glas, da se naposled zapiše v pesem. In zanimivo je, da tudi v zadnji, torej v baladah, ta dan, je tudi ta podatek, kdaj je pesem nastala, pa kje, povsod tam, kjer seveda je to pribeleženo, kjer je bilo to pribeleženo na rokopisu. Torej, ta neka potrpežljivost, ki je tudi jo zaznamo med leti, ki so se zvrstile, recimo med knjigami, kako je pesnica izdajala. Morda še ta podatek zanimiv, da sprva je Erika Vovk izdajala pri različnih založbah zadnje knjige, so pa vse pri mariborski založbi Pivec, ki je zelo dobro pač poskrbela za distribucijo njenih verzov med bralce in jih ponesla tudi onkraj samo štajerskega in mariborskega konca. Torej, tovrstna potrpežljivost, ne ravno značilna v današnjem času nekih hitrih odločitev, poplavljanja objav in vzorne vsedosegljivosti in hkrati izgubljanja občutka za ponižnost in sveto, je morda skoncentrirana v pesničinih verzih, citiram, nekoč si zalijem to grlo ugaslih besed in tišin nespokoja, da se bo znova odprlo. In tako se je seveda tudi odprlo. Po erotično zapisani in erotično precej nabiti pesniški zbirki Rubin v barvi dragega kamna, ki se menda sveti v temi in v barvi opojnega rdečega vina. Torej je pesnica v zbirki Lhasa Burdir se spet vrnila k beli barvi, in, ki je zelo značilna zanje, kot sem rekla, in tokrat je tudi kamen spet prišel ta običajen, torej ta kamen, ki ga je več kot samo dragih kamnov ali pa pol dragih kamnov. In že pred menoj, ko sem razmišljala o tej knjigi, sem zasledila, da sta tako Borisa Novak, kakor pokojni Milan Vincetič ugotovila, da se pri poeziji Erike Vovk prisotnost zgodi v odsotnosti in da prav to naredi te njene pesniške, lirske miniature žive. Ljubezenski, erotični naboj, ki ga moramo v poeziji Erike Vovk razumeti široko, gre namreč tudi za izrazit eros do življenja, ne le do drugega, torej do moškega, se v zbirki Lhasa Burdir zastrto, a pomembno kaže, kot erotično čustvo predstavljeno v razmerju do kamna, na primer v pesmi z naslovom Ki te ljubim, ali pa v razmerju do pesnika, med drugim do pesnika Lorke, z navedbo recimo v pesmi z naslovom Kaj skrivaš, ali kot nekaj nedefiniranega, skrivnostnega, morda človeka, kakor v enem primeru glasbenika, namreč večkrat omenja tudi motiv strun ali pa potem v zadnji zbirki tudi samo liro. Razmerje torej do kamna
ki je ena od izstopajočih za zbirko značilnih podob oziroma alegorij, je antropomorfno in prerašča v človeške razsežnosti. V kamen je tudi vklesan ta naslovni napis, naslov zbirke Lasa Pordir, kar pomeni pusti naj govorijo. To je pa napis na Benečanki, najstarejši hiši na Tartinijevem trgu v Piranu in je hkrati več kot samo to, torej simbol trdnosti. V prejšnji zbirki, torej v zbirki predtem Rubin, je imel mesto ta dragi Rubin, v tej torej je pa spet v ospredju običajni, surovi kamen, kakor pravi pesnica, za obrede plin in osek. In to je kamen, v katerega kleše človeška roka, in to je kamen, v katerega kleše tudi seveda narava sama, bodisi morje svojo seljo, bodisi veter, ki tudi je pogost motiv pri Eriki Vovk, ki pač oblikuje to krajino in veduto, torej ta zamrznjeni trenutek v njenih slikah oziroma fotografijah, pesmih, ki jim tako lahko rečemo. Eden od zgovornih verzov je ta: Oče, bila sem tvoja hči, ki ga bralec lahko razume Oče, bila sem tvoje oči, ki ga bralec lahko razume v horizontu pesničine avtopoetike, saj je v njenih pesmih že prej opredeljenih kot slike ali fotografije, opazna ta vizualna podoba, hkrati pa je to poklon pesničnemu očetu, ki najde mesto tudi v tej zbirki in je bil, kot je na tem literarnem srečanju, ki sem vam ga uvodoma omenila v Ljubljani, Trubarjevi hiši literature, je pesnica povedala, da je njen oče bil slep in velik in da je ona mu glasno brala klasična literarna dela in se tako ob tem branju in v odnosu s temi klasičnimi literarnimi deli tudi oblikovala kot ustvarjalka. Prepoznavnemu pesniškemu slogu Erike Vovk bi lahko dodali, da zbirke nanizala je teh 10 knjig, kot ene take biserno grlico. Knjige so si po eni strani, kljub temu, da sem že izpostavila neke razlike med njimi, so si sorodne, hkrati pa je ta lesk, ton nekako vendarle drugačen. Na neki način zaradi izstopajočega poželenja do drugega in predvsem do življenja, izstopa ta zbirka recimo Rubin, potem glede na to, da je večinoma na pesmih, fotografijah, slikah sedanjik, dobimo v zadnji zbirki ta dan nekatere pesmi v pretekliku, torej zanimivo, kako se zapiše ko je glagol v pretekliku, ni več, ne govorimo več o spominu, ampak govorimo že o neki preteklosti in o neki distanci do nje. Tako da pa ta baladnost, ki sem jo omenila, in pripovedni slog, prej pa več lirskega, neke lirske monološkosti. Druge recimo posamezne pesniške zbirke za namen tega večera niti nisem želela izpostavljati ali pa razčlenjevati, ampak sem si želela vse vas povabiti tudi v primeru, da se boste navdušili ali pa že poznate in bi si želeli spet prebirati kaj Erike Vovk, da posežete po tem skoncentriranem izboru, ki je tudi zaokrožil in sem ga že izpostavila uvodoma, in sicer z naslovom Zamahom neka roka slika, ker namreč skozi to knjigo potem dobimo en tak lok pesničinega ustvarjanja. Zbirka Lasa Pordir, jaz sem jo doživela predvsem kot neko opazno in tako opazno in vidno nadaljevanje zbirke Rubin. Že v uvodni pesmi se tudi potrdi
nizanje oziroma nanašanje na prejšnjo zbirko, namreč zapiše vers, zažariš z dna rubina. In to je tudi dokaz, kako je Erika Volk znova in znova plastila te besede, ki so ji veliko pomenile, iz zbirke v zbirko in nekako nalagala te možnosti interpretacije samih besed, torej dojemanja, širine, globine in tudi razpona, pomenskega razpona teh besed zanje značilnih. Ko sem omenjala Borisa Novaka, sem seveda omenila predvsem njegovo sklicevanje na ritem in rimo. Tudi sama sem opazila, da so pri Eriki Volk značilni, torej ritem, rima, glasovno jemanje, torej da je to poezija, ko deluje kot neki okruški spomina, ujetega v trenutek in skozi katere bralec stopa v miselni prostor. Ta prostor je optimističen, vitalen, četudi je občasno otožen ali pa žlahtno melankoličen. Taki so recimo verzi iz Lase Podir, citiram, ovita v belo, občutek za smrt in od smrti bolj bela. Ti verzi hkrati pojasnjujejo belino, ki je tako značilna za Eriko Volk, ki si jo je opusno lahko pojasnimo torej številnimi verzi, naprimer s pesmimi Belo, ki me ljubiš belo, to je iz prve zbirke iz pesniškega prvenca Bela Euridika, ali pa iz pesmi Postscriptum, to je iz anime, potem tudi iz pesmi Belo drevo, to je iz zbirke Belo drevo, ali pa iz pesmi Belina krhke sipine kosti, iz zbirke Opis slike. Torej, bela pomeni odsotno, bela je tam, kjer pesnice govorke ni. In to nekje tudi zapiše in prav ta moment, da pesnica zapiše, da je belo, ki ga tekom celega opusa plasti in gradi in, bom rekla, brusi in da zapiše, to je tam, ko mene ni, je recimo feministična raziskovalka Stanko Repar prepričalo, da je to po njenem mnenju tudi neka točka preloma iz nekega bolj tradicionalnega in romantičnega in romanticističnega in tudi simbolnega prostora, tudi simbolističnega prostora, izstopil neko, bom rekla, pomikno. Mislim, da se tudi njen zapis, ki si ga lahko preberete v knjigi, ki sem jo že izpostavila, torej Iniciacija ali književnost onkraj vidnega, na momente tudi kar kritično jedek, ampak absolutno pa izbere avtorice kot ena izmed teh, čigar pesniški razvoj, lok je pripeljal po njenem mnenju prehodu, preboj neke matrice. Torej, takim avtorjem seveda pripiše literarni zgodovinar gotovo potem prebojno moč. Morda prav zaradi te askeze, ki jo ves čas omenjam in kakor jo verjetno že poznate, če poznate vsaj kako pesem Erike Volk, pa tudi zaradi te njene doumljenosti vsakega verza, premišljenosti vsake besede, mislim, da si pri Eriki Volku jezikovnem izrazoslovju poleg besed, ki preraščajo v simbole, alegorije, kot sta tu na primer že omenjena bela, kamen, spomin, pridobijo mesta tudi številni nenavadni izrazi. Za vas sem si pripravila en tak izbor. Recimo, da so to visokoknjižni izrazi, to se pravi izrazi, ki jih nekako ne uporabljamo tako v dnevnem pogovoru. In to je recimo primer tenja, seveda za senco, glačina, potem so to arhaični izrazi, vršelo ptic, vzduh, kršen,
ali pa specialistični izrazi, resava, veljava, kostreba, rušje. Morda tudi lokalno obarvani izrazi, kot so muškatela, žekno, mislim, da bi v Briščincu to rekli žokno, prečarjati. Morda so to tudi neki iznajdeni izrazi, skovanke, sladkosladje, potajno. Bralec torej se zlahka ali mukoma, kakor kdo, sprehodi skozi te prečiščene, med temi prečiščenimi verzi in seveda zadene tudi ob tak izraz, kot sem vam jih zdaj naštela, vendar zlahka opazi, da niso moteči izrazi, ampak da služijo svojemu namenu, da tedaj bralec nekako postoji med branjem oziroma med premislekom te pesmi. Ne služijo pa nikakor, kakor v poetiki nekaterih, eksotičnemu izstopanju. In mimogrede naj še omenim, da velja še razmisliti vsakič, ko tako gledamo, ko nam v pesniških zbirkah ponudijo potem pomoč založniki, oziroma uredniki, da nam potem še podajo naglasna znamenja in tu med zbranimi vidim tudi profesorico oziroma slavistko, profesori slovenščine smo nekako, oziroma tudi lektorji, smo nekako kar, kako naj rečem, neveseli tega krancljanja, še sploh, če ni pravilno, ko imamo besede, ki imajo dva naglasa in tako naprej. In tega nekaj se dobi, ampak v dobri veri preberimo, kot da je to samo dober namen. Taki primeri, ko imamo te dva, ali če sem že to govorim, pa naj še ostalim dam primere, recimo strm pot, to je v bistvu ena beseda, ampak sta dva naglasa, pa nezajezena, pa zelen slab, ali pa neuglašena, recimo dva naglasa. Označen pa recimo kakorkoli, kot sem rekla, samo eden, ampak dobro, recimo, da je to pomoč za branje. Torej, Erika Vovk, poleg prisotnosti skozi odsotnost, to, kar pravi, da nekaj je tam, kjer ni, poleg okruškov teh spominov spregovori tudi o nemoči v pesmi Biti svoj. Torej, o nemoči, o kateri se sprašuje vsak besedni ustvarjalec, o nemoči dejanja v slehernem premiku, o porezanih krilih poguma. Torej, sprašuje se, čeprav sem rekla, da je zelo vitalistična njena poezija, tudi o senčnih straneh človeka in njegovega ustvarjanja. Torej, tudi o sanji, o dalji, o prividu, ko je pesniška govorka skorajda breztelesna in nekje Vlasa Portir pravi, zatočišče za prebeg. Torej, ker nekje drugje beremo, citiram, a misel že pluje, nemirna potuje, oznana zavetje vsakdana, si drznem reči, da v tem duhu lahko beremo tudi pesmi Vlasa Portir kot knjigo v nekem žlahtnem pomenu sanjarjenja, lebdenja ali pa kontemplacije, kot nek priboljšek vsak danu, kot neko dodano vrednost, kot knjigo govora iznad časa in prostora, a ki lega prav v ta naš čas in prostor. In tako se pesem odstira, a se pa tudi hkrati zastira. Neka prava čarovnija je, da v vsakem takem branju ostane vedno nekaj skrivnostnega, vsaj meni pri prebiranju pesmi Erike Vovk, in tako hoče tudi ostati, ne do konca pojasnjeno. Tak primer je podoba, citiram, dežja belih metuljev, ki je lahko marsikaj. In če se vrnemo k tej začetni ugotovitvi, ki sem jo uvodoma povedala, o magnetizmu verzov Erike Vovk, ki so prav v razmerju
med statičnim na sliki oziroma fotografiji in pa med dinamiko, ki jo sproža ta nek notranji pesemski vzvod, potem bi pesniški tok ustrezal pri Eriki Vovk pretakanju, o tej pretočnosti, dinamičnosti, tem živem principu nas pa prepričajo že sami osrednji verzi ljubim in vrem, dokler moj čas ne mine, lasa pordir, to se pravi, pusti naj govorijo. In prav s temi naslovnimi verziji bi si tudi želela odpreti prostor še za kak komentar in branje, to pa zato, da bi mogoče si približali pesmi Erike Vovk in njeno pesniško govorico, prav skozi to, da poskusimo zinterpretirati katero od njenih pesmi. Se kdo javi, kdo želi, ali je to... Se mi to javi. Najprej ti hvala. Erika mi je blizu, njena lirika, ampak vedno izberem eno pesniško zbirko. Ona je za mene zelo veliko napisala in sem jo občudovala tudi zaradi Fausta, ne, seveda, in zaradi povezave z mariborsko dramo. Ampak pesem, ki se je mene dotaknila, pa cela pesniška zbirka ni tista, ki si jo ti zbrala, ampak je tale, ki sem jo takoj našla v tvojem kupčku, to je Rubin. Ko sem jo brala, ne vem, ali bilo 2008 ali nekaj takega, sem se zakopala vanjo in nekaj časa nisem mogla druge lirike brati. Pač prevzela me je, ampak nisem jo doživljala te pesniške zbirke kot ljubezenske, ali tako kot Vincetič reče tukaj, ampak nekako splošno človeške z njenim visoko kultiviranim jezikom. In tale pesem, ki sem jo potem še večkrat brala, je tudi zadaj napisana in tudi v tej, ko so podeljevali Prešernovo nagrado, so jo tudi prebrali. Praznujem življenje in tisto, kar pride. Kri in krik in krč in prah in votlo kamnito svetost piramide, slepoto in zrenje, nemoč in zamah, slast, sle in sladkosti, napuh opoldneva, brezčasje prostosti, praznujem brez gneva. Zdaj, ta moj analitični duh bi takoj začel razlagati, ampak Lahko. Poglej, prej si omenila Borzanova, to je čisto res. Ti imaš liriko, ki je posiljeno ritmična, ali pa rima, ali pa asonanca. Ampak pri njej je vse čvrsto povezano z vsebino. Kaj jaz vem? Meni je te verzi slast, sle in sladkosti. Napuh opoldnevu, brez čase prostosti, praznujem brez gneva. A čutimo tudi soglasnike, soglasniški aliteracij, nabito z aliteracijami, s tem, da se jih sploh ne zaveš, kaj bereš. Potem je pa še ena, ki sem jo pa tukaj našla, pa ne vem, iz kjer zbirke je, seveda Belo, če lahko, a je preveč? Ne, prosim. Torej, ti si govorila o Beli barvi, to sem pa jaz pri njej že prej opazila, ne samo v Rubinu, ampak zdaj pogledaj točno to, kar si ti povedala. To je zbirke album, ki je pa nastala prej, kot Rubin, 2009. Bela je barva, kadar me ni. Kadar ne puščam stopinj, ne blatnih, ne mokrih, ne prašnih vezi, bela je moj spomin. V črnem sem sidro, globoki jaz, turkizna, zelena, rdeča, ledena vročina in vroči mraz, v črnem sem vsa slepeča od vonjev in barv in goste krvi
in od življenja. V belem meni. Hvala. Hvala tebi. Hvala, Lidija Golc. Bi še mogoče kdo prebral? Aha. Boste raje dvignili roke, da ne bom preveč gledala pa vsiljevala? Ne? Okay. Tu? Ne? Ja. Počakal, da Erika pride. No, a bi boš prebral? Prosim? Bi še ti prebral? Pravim, da bom počakal, da Erika V redu, pride. v redu. Ja, hvala lepa. Zdi se mi, da je zelo lepo si to povzela. Te aliteracije, upam, da sem jih jaz tudi, no, mislim, vem, da v tekstu so upam, da sem jih tudi vam posredovala. Ja, to je zelo zanimivo. Ta naelektrenost izraza tako močna, da čutiš, da je vse v neki, tako da je vse neka pravšnost. Mislim, da je to, da gre za res neko brušenje izraza, da prideš do te ekonomije besed, ko pesem res zatrepeta zaradi nabitosti pomena. Ne. V tem je pa tudi v času, če gledamo, kdaj je katera pesniška zbirka nastala, tudi jaz sicer sama ne bi ravno uporabljala izraze, da je samohodec, kakor je Borisa Novak zanjo zapisal, ker se mi zdi, da vsak je po svoje samohodec, razen če zelo aktivno deluješ v nekem krogu ljudi pesniškem, ne, ali pa da si res pristaš še celo zapriseženo nekemu pesniškemu krogu oziroma krožku. Vendar mainstream je pa gotovo pisal drugače, ker je pisal, torej večina pesniške produkcije je vendar bila narativna v tem času, ko so nastale torej od druge polovice 80-ih naprej. Ne. Tako da je pa res, da tudi druge pesnice zgoščen izraz, recimo prva, ki se jo spomnim, je recimo zdaj Maja Vidmar, ne, mlajša sicer, ampak tudi z zgoščenim izrazom. Ja, a ima mogoče kdo od vas kako vprašanje ali kako trinek, zato ker se vas je tudi še potem kar nekaj nabralo, pa sem jaz to nekako brala. Dobro, potem bomo pa danes nekako krajši in bomo zaključili ta večer, ki je bil posvečen Prešernovi nagrajenki za življenjsko delo, Prešernovi nagrajenki 2024 Eriki Volk, pesnici in prevajalki, ki živi in deluje v Mariboru in se žal ni mogla udeležiti današnjega večera, kakor tudi ne moj kritiški kolega Igor Divjak. Bi pa morda za vas še strnila ob pesniški zbirki Lasa Pordir še nekaj misli. Torej, v tej 8. samostojni pesniški zbirki Lasa Pordir Erika Volk ostaja zvesta torej vitalistični ljubezni do življenja ali povedano tako z njenim verzom: še pesem išče glas in hoče biti. In pa samosti, tudi jedki samotnosti, skozi odsotnost želenega ostaja in ustraja pri ljubezni do drugega. To mislim, da si lahko potrdimo tudi iz zadnje objavljene knjige, Balade, ta dan, ker se sicer usmeri tudi v arhetipe in uporabi znane nanašalnice iz svetovne klasične književnosti, ne, bodisi mit o Orfeju in Euridiki. Tako da, to se pravi, njen ta vers, s katerim sem začela in ga naslovila za ta večer: v očesu ljubezni se gola razgali vsa nepopolna popolnost sveta. No, tule imamo profesorico, ki že riše ritem. Ja, tako, preizkušala različne, ampak končala in pristala v zadnji zbirki v Jamskem 11.
Priklicevanje torej z detajli, sinestezijami, emblematičnimi in alegoričnimi podobami nas torej zapelje v točko vstopa in v te dobrodošlice, v to žlahtno poetiko vsakič znova mislim, da vstopamo v neke nove miselne prostore in da je poezija Erike Vovk ravno taka poezija, ki odpira prostor za napredovanje samega bralca in sicer, da vsakič, ko bere, kako sem uvodoma napovedala, dolbe tudi sam vase in zato drugače in vedno globlje in širše in pa tudi globje in širše tudi interpretira pesničine verze, na podlagi tega, da dela identifikacijski transfer. Torej, ja, iz tvoje ljube zbirke Rubin je ta misel nekje, je zmeraj južneje od juga. In to bi vam želela še vsem vam zbranim. Hvala, da ste prišli, da smo se skupaj poklonili pesniški pisavi Erike Vovk, nagrajenke, Prešernove nagrajenke 2024 in da bi tudi vsak zase, ko berete poezijo, šli nekako še dlje, še globlje, še bolj južno od juga in da bi našli tudi vsak od vas tisti trenutek, ki je tako kot zamrznjen trenutek meditacije in osrediščenja tu in zdaj, to, kar Erika Vovk počne, ko piše pesmi, ki jim jaz pač rečem pesmi fotografije oziroma pesmi slike. Tako da hvala, da ste prišli, hvala Mestni knjižnici Ljubljana, da je podprla večer priklona ustvarjalki, ki je pač po 10 knjigah dobila veliko nagrado, tako, ki je dobila veliko nagrado. In mislim, da jih je tudi zelo, zelo malo, 3, za Prešernovo veliko pesnic. To je eno balado. No, pa še ena balada za konec. Začela svoje ta dan balade s pesmijo z naslovom Zato pa to. Zato pa to je bosa šla med trave žejnih korenin, skozi trnat šipek in češmin, čez zemljo vajeno gorja. Zato pa to. In 12-senčnih mož za njo. In ni ustavila koraka pred kamnom, ki je bil mejnik. Ni je preplašil strm zvonik in je hodila vse do mraka. Zato pa to. In 12-senčnih duš za njo. Hodila je po črni prsti, oddaleč je zamolkel glas, zvona v tlo odšteval čas. Počasi, 13-krat po vrsti, zato pa to. Za 12 senčnih duš in njo. Hvala lepa, ta pesem. Ja, seveda bi drugače ostala moj dolg, ker sem vam tudi rekla, da jo bomo slišali kasneje. Namreč si bom sposodila knjigo, da bom lažje interpretirala oziroma povzela to, kar se mi zdi ključno za to pesem. Borislav Novak je tudi poudaril, zakaj je ta razpon med življenjem in zasmrtnostjo tako premeteno oziroma dobro narejen, ker je narejen v obliki refrena. In kakor je naš bralec to dobro upodobil, gre za to, da se v refrenu spreminja le ena beseda. V prvi kitici pravi in 12 senčnih mož za njo, drugič je beseda mož spremenjena v duš in v tretji varianti gre pa za duše grejo za njo, ne? Torej, tu se potem odpira ta senčna smrtnost. Hvala, da si Edvin izbral to pesem, ki je, mislim, da
lahko tudi zaključek tega večera, kolikor ne bi še kdo kaj rekel ali pa prebral, sicer pa lahko potem tudi v neformalnem delu še kaj rečemo. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala, da ste knjige tako. Brez knjig ne morem.